Živimo v prepišnem obdobju, v stičišču časov, kultur, civilizacij. Svet ni več tam nekje daleč zunaj, kamor moramo odpotovati. Je pred našim pragom, na ulici, vstopa v naše domove. Da le pritisnemo na gumb. Kako se usposobiti za kakovostno sožitje v različnosti in se izogniti uničujočim učinkom trka civilizacij? Zato, da se usposobimo za medkulturne komunikacije, potrebujemo razvite medkulturne kompetence. Vse evropske družbe so namreč multikulturne. Bile so multikulturne že v samem nastanku. Zato moramo znati upravljati s to kulturno razliko in potrebujemo razvite medkulturne kompetence. Medkulturne kompetence so ena izmed ključnih kompetenc, ki so potrebne za učinkovito vključevanje v sodobne družbe. Če teh medkulturnih kompetenc in širše ključnih kompetenc nimamo razvitih, tvegamo socialno izključenost. Evropska komisija izpostavlja 8 ključnih kompetenc. Prva je sporazumevanje v domačem jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, matematična kompetenca in poznavanje temeljnih konceptov znanosti in tehnologije, informacijsko-komunikacijsko-tehnološka kompetenca, učenje učenja, medosebne, medkulturne, socialne in državljanske kompetence, podjetništvo in pa kulturno izražanje. Če dobro premislimo, ugotovimo, da so kar 3 ključne kompetence povezane z medkulturnostjo. Sporazumevanje v tujem jeziku, ki ga nekateri avtorji smatrajo kar kot medkulturno kompetenco, potem kulturno izražanje in pa medkulturne kompetence. Slednjih je več. Naj najprej omenim in posebej poudarim empatijo. Brez tega, da bi se znali vživeti v pripadnika druge kulture, ga ne moremo razumeti. Pomembna je tudi odprtost do drugačnosti. Kulturne izmenjave nas namreč bogatijo, so pa posledica teh kulturnih razlik, ki nastajajo ob stiku kultur. Uspešno komuniciranje med pripadniki različnih kultur pa si ne moremo predstavljati brez tega, da bi se zavedali lastne identitete. Pogosto se namreč dogaja, da ljudje, ki se ne zavedajo dobro lastne kulturne identitete, se počutijo lahko tudi ogrožene od kulturne identitete drugih ljudi. Medkulturne konflikte pa se da učinkovito reševati s humorjem, zato ga nekateri avtorji smatrajo kar kot medkulturno kompetenco.